Živijo v novem vlogu, evo, tlele smo mi prespali ob jezeru, je zelo lepo. Zdajle pa jaz pripravljam za kosilo, oziroma kuram, ker bo spet une klobasice jedla za kosilo. Tlele na temle kaminu. Drva so tamle, tako da nisem rabo nič nabirati. Nastja pa piše, oziroma dela. Jaz služim denar, drug pa uživa. Jaz pa garam za kosilo. No, ne moram se pritoževati s takim pogledom. Je kar rekel delovno okolje. Res je lepo. Pol popoldne gremo pa hoditi na uno pot, ki sva rekla v prejšnjem vlogu. Tako da se vidimo pol tam. No, smo prehodili 10 km. Bila je pot sicer tale po teh lesenih poteh res ful lepa. Dolga je bila 4 km in to naj bi bila v bistvu cela pot. Označena, tako da naj bi šel tja in nazaj po isti poti, ampak midva sva pametno zvohala na eni aplikaciji, da lahko narediš krožno pot in pač tudi izgledalo je tako dosta obetavno, tako da so se odločila, da ne greva po isti nazaj. Tako da ja, prvo je bilo taka lepa pot čez gozd, kakšen kilometer, pol je bilo ene 2 kilometra še tako včasih je bila pot. Zdaj je pač nekaj tako malo zhojen bilo, ampak so pa ugotovila, da možno, da je bilo zhojeno od kakšnega medveda, ker so bili odtisi tac. Tako da pač so si naštimala musko. Potem zadnji del je bil pa po enem polju, ampak tako pač tam, kjer je traktor vozil in je bilo ogromno pajčevin. Pa še prečkati sem mogla po enem deblu potok, tako da jaz sem bila na robu paničnega napada zaradi vseh pajčevin, ampak sem preživela. Na koncu nam je pa tudi malo šnof rešila, ker je dejansko po gozdu, ker ni bilo sploh poti, zvohala, ne vem, kje so ljudje šli ali kaj, ne vem, da so našla pot, pač njej sva sledila. Enkrat je samo zavila za 90 stopinj in ja, šla na pot. Pač bilo je kar čuden. Uporaben pas. Ampak ja, najin kompas, Ja. ki je malo potrujen zdaj, končno. Ja, drugače gremo pa zdaj naprej, kjer bomo spali do enega jezera 30 km stran, tako da ene pol urice se pelamo, pa bomo tam. Ja, ne več dosti. Ja, čisto malo. To je to za danes. Na poti sva srečala rakunjega psa. Tak, bil je res cel bogi, pa iz ust mu je tekla slina, pa čisto se je tako obotavljal, sploh se ni odzival, tako da ne je bil kaj bolan ali zastrupljen. Hotela sva mu pomagati, ampak mu itak nisem mogla kaj, razen tega, da on se je odločil, da bo na sredini ceste se ulegel, tako da pa sva ga vsaj s kemperjem pač pregnala, ker drugače sploh ni odzival na avto, ampak če sva šla dovolj blizu, se naj jo pol ustrašil, tako da je šel dol z ceste v en graben se ulegel, tako da upam, da ga saj ne bi kdo zgazil. Ja, po ene 5 minutah stanja tam na cesti. Je pa drugač, midva to niso vedela, da ga lahko vidimo tudi v Sloveniji in da čeprav se imenuje rakunji pes, v resnici sploh ni povezan z rakunom, sam podobno zgleda. Njegov najbližji sorodnik je lisica in spada v družino psov. Čez zimo pa hibernira. In trenutno so najlepši in ta je bil res ful lep, zato ker pač se najejo za čez zimo. Cel bajsek je bil. Res ful je bil lep, pa kar velik. Upajmo, da preživi, čeprav najbrž ima kakšno steklino ali pa kaj. Bomo videli, oziroma midva se delava, da so ga rešila. Ja.
Danes je bilo spet naporno jutro, delovno, tako da ura je zdaj že 5 popoldan, pa gremo šele zdaj naprej. Kaj pa gremo? Najprej gremo v trgovino, malo kupiti hrane, pa natankati moramo, pa naprej v smer pristanišča, kjer gre trajekt za največji otok v Estoniji. Kako daleč bomo šli, bomo pa še videli, kako se nam bo dalo voziti. Do tja je sicer okrog 100 km. 150 jih je do pristanišča, danes verjetno ne bomo do tja šli. Zdaj so v Talinu videli v enem majhnem baru, ker nama sam bar ni bil preveč všeč, da imajo kuhano vino, tako da se tam niso ostavila. So rekla, bo pol popila na glavnem trgu, tam ga pa pol več niso imeli. Tako da danes sva kupila material za kuhano vino, tako da bo zdaj zvečer ga popila. Ja, danes je Nastja spet dopoldne malo pisala, ura je zdaj 2, tako da se peljamo naprej. Kosilo smo že pojedli. Danes gremo pa najprej na trajekt, na ta največji otok estonski. Tam bomo bolj še videli, v katero smer bomo šli. Ena opcija je, da gremo proti enemu mestu, ena pa, da gremo mline gledati na veter, tako da bomo videli. Nastja ima pa še eno dobro novico. Ja, jaz se moram pohvaliti, da so mi danes sporočili, da so za svojo magistrsko delo dobila Prešernovo nagrado ekonomske fakultete. Jupi. Tako da ja, je bilo vredno se potruditi očitno. Dobro jutro. Dobro jutro. No, mi smo se tukaj zbudili na tem parkirišču od klifov, ki so najvišji v Estoniji. Sicer so najvišji, je visok sam 21 metrov, ampak ja, jih gremo zdaj pogledat. Še vedno smo pa na tem otoku Saaremaa. Ja. Vreme je malo slabo, malo je oblačno, ampak je pa vsem kar toplo. Ogledali klife, visoki so od 12 do 20 metrov, tako da morava priznati, da smo že kakšne bolj impresivne klife videla, ampak vseeno so bili kar lepi. Pa en fun fact o teh klifih sva prebrala, da je to bilo včasih za njih sveto mesto in so čez klif metali enkrat na leto so vrgli česel na začetku ljudi, pol kasneje živali in to so darovali za bogove morja. Pol kasneje so pa sam še neke alkoholne pijače čez zlivali. Da zdaj več ne mečejo ljudi čez. Hvala Bogu. Gremo pa zdaj naprej proti enem majhnem mestecu, Kuressaare se imenuje, tako da se bomo tam malo sprehodili, pa bomo pa videli, kaj naprej.
Zdaj greva pa samo še pogledat krater meteorita, ki je prvi v Evropi in drugi na svetu uradno potrjen, da je res od meteorita. Tako da to je to za danes pol, pa tudi za ta vlog, tako da se vidimo v naslednjem.